skupaj. Upam, da se me sliši, kaže mi namreč ne. A mi lahko prosim nekdo potrdi? Se me sliši, odlično, hvala lepa. Moje ime je Marko Vatovec, sem dekan Akademije za glasbo, z mano je še kolega profesor Florjanc, ki je prodekan za študijske dejavnosti. Zdaj vam bova v prve pol ure poskušala na kratko predstaviti Akademijo za glasbo, potem boste pa vse podrobne informacije lahko dobili, kot ste verjetno že na spletni strani videli, boste lahko vse informacije dobili na posameznih oddelkih strani predstojnikov oddelkov, kjer vam bodo, oziroma kolegom, ki poučujejo na posameznih smereh programov. Prosil bi vas, če lahko vsi izključite svoje mikrofone, da se ne bo slišalo nobenih zvokov iz ozadja. Tako, mislim, da smo pripravljeni za začetek, ker je na Akademiji za glasbo ima glavno besedo glasba, bomo z glasbo tudi začeli, poslušali bomo železni komad Roka Goloba, posnetek je pripravil naš trobilni ansambel v času prvega vala te nesramne, grozne epidemije. Tako, tole je bil posnetek, poglejmo še, kdo so bili izvajalci. Skratka, eden od dokazov,
Hvala lepa. Eden od dokazov, da nas na akademiji ne zapusti zlahka optimizem in delovna vnema tudi v najhujših trenutkih. Se opravičujem, očitno. Treba je znati tudi ustaviti YouTube. Torej, na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani že 82 let izobražujemo za glasbeno-umetniške in pedagoške poklice. Imamo 6 študijskih programov, od tega sta 2 dodiplomska študijska programa glasbena umetnost in glasbena pedagogika in 4 podiplomski študijski programi, eden od teh je glasbena umetnost, ki se nadaljuje po vertikali navzgor, in pa potem seveda še 3 pedagoški, oziroma 3 pedagoški poklici, programi, se pravi glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika in pa instrumentalna in pevska pedagogika. Vkolikor želite svojo kariero nadaljevati kot umetnik, koncertant, bodisi v orkestru, komorni skupini ali kot solist, se boste odločili za program glasbena umetnost, ga pa lahko, kot bo kasneje kolega Florjanc razložil, uspešno dopolnjujete tudi s pedagoškimi predmeti, ki vam omogočajo, da se potem zaposlite tudi v pedagoškem poklicu oziroma lahko dobite kompetence za to zaposlitev. Poleg teh omenjenih 6 programov imamo tudi en doktorski študijski program družboslovje in humanistika, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za družbene vede in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. V okviru tega programa lahko pripravljate doktorat na področju glasbene pedagogike ali pa na področju glasbene teorije. Tisto, na kar smo na Akademiji za glasbo še posebej ponosni, je pa zagotovo naša koncertna dejavnost. Naši študentje imajo zelo veliko možnosti, da koncertno delujejo. Vsako leto organiziramo 2 koncertna cikla. V zadnjem obdobju smo enega teh poimenovali Tutti, drugega pa Solo e da camera. V koncertnem ciklu Tutti se lahko naši študentje kot solisti vsako leto predstavijo z praktično vsemi slovenskimi profesionalnimi orkestri in pa seveda tudi z vsemi ansambli Akademije za glasbo. V ta namen vsako leto organiziramo avdicijo, ki se je običajno udeleži izjemno veliko število študentov, izmed katerih potem izberemo najboljše, ki se tudi javno predstavljajo. V komornem ciklu Solo e da camera sodelujejo različne komorne skupine in pa seveda tako študentje kot profesori, solisti, solistično ali pa v komornih skupinah. V letošnjem letu bomo razpisali tudi pripravljalni in kasneje v naslednjem študijskem letu izpopolnjevalni program. Pripravljalni program je namenjen vsem tistim, ki bi želeli pristopiti k študiju na Akademiji za glasbo, pa menijo, da morda v njihovi izobrazbi nekaj primanjkuje in lahko, se pravi, ta primanjkljaj nadoknadijo z obiskovanjem tega pripravljalnega programa, ki se bo začel v 2. tednu marca in bo trajal do preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti. Verjetno vas zanima tudi, kako bo potekal preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti glede na razmere, v katerih živimo. Predvidevamo, da ga bomo v upanju, da bodo razmere ostale take, kot so, oziroma da se bodo samo še izboljševale, takrat lahko izvedli v živo. Kolikor bi to ne bilo mogoče, vas bomo pravočasno obvestili. V lanskem študijskem letu
smo ga izvedli z posnetki, ki so jih pripravili študentje naprej, ampak kot rečeno, o tem vas bomo sproti podrobno obveščali. Bogata je tudi naša mednarodna dejavnost, se pravi, imamo povezave z mnogimi evropskimi konzervatoriji oziroma glasbenimi visokimi šolami oziroma univerzami za glasbo. Naši študentje preko Erasmus programa lahko študirajo praktično v vseh evropskih državah. Velikokrat tudi gostimo različne strokovnjake iz tujine in pripravljamo različne mednarodne mojstrske tečaje v času poletnega izpitnega obdobja, tudi poletno šolo in tako dalje. Skratka, aktivnosti na Akademiji za glasbo je veliko, radi veliko delamo, radi dobro delamo, velikokrat povemo, da je kakovost nekaj, kar je pravzaprav zapisano v genih našega poklica, namreč vsak glasbenik stremi k temu, da bi bila njegova izvedba popolna, k temu stremimo tudi pri izvajanju študijskih programov na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Za konec vam zaželim, da bi se dobro in modro odločali, ko se boste odločali za svoje bodoče poklice, zato da jih boste opravljali predano in z ljubeznijo lahko celo življenje. Zdaj pa predajam besedo svojemu kolegu, prodekanu za študijsko dejavnost, profesorju Ivanu Florjancu. Mikrofon moraš vključiti, Ivan. Hvala, Marko. Vidim, da se najbrž boljše sliši takole z vključenim mikrofonom. Ja, gledajte, kot ste opazili, sem še iz kamene dobe in se bolj spoznam na Dleto Kamen in Macolo kot na tele IKT sisteme, ampak v tem času je edina možnost, da vi mene vidite, jaz pa vas ne vidim. Tako da nič hudega, občutek imam pa, da smo povezani v istem interesu, da bi izvedli o študiju na Akademiji za glasbo. Kot je dekan že povedal v začetku, bo moje težišče predvsem na študijskih programih. Moja vloga na Akademiji je, kot je že tudi dekan najavil, prodekan za študijske zadeve. Lahko za uvod rečem, imam kar precej znancev ali pa tudi nekaterih sorodnikov, ki imajo že celo vnuke, včasih imajo tukaj na Akademiji, pa se srečamo potem, kje na kakšnem kraju ali tako, pa rečejo, a ga ne poznaš? Kako pa, da ga ne poznaš? Pol pa potolažim starše ali pa stare starše, poglejte, to je zelo dober znak, kajti kdor pozna mene, ni ravno dober znak, pomeni, da ima kakšne probleme, ker do mene pridejo običajno tisti, ki imajo kakšne probleme ali pa karkoli drugega. To pomeni, da vaš vnuk ali pa nečaka, kdorkoli je, lepo poteka, študij lepo poteka, torej pomeni, me ne potrebuje. Jeseni bo na mojem sedežu že drugi prodekan ali prodekanja, medtem ko ta preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti, PGUN, imate kratico gor, bom pa še opravljal jaz do konca septembra. Moje težišče bi bilo bom zdaj dal gor na kratko, boste videli, kakšna je zgradba našega študija. Zakaj bom to dal gor? Zato, ker, gledajte, če ob vpisu, vsi, ki boste naredili sprejemne izpite in se boste vpisali, septembra bo pred vami, ko se boste vpisovali, bo potrebno že izbirati določeno kvoto izbirnih predmetov.
in je dobro, da že zdaj takoj v začetku poznate celotno strukturo. Jaz bom tukaj dal zdaj kar zgradbo gor. Ja. Se vidi? Marko, mi lahko pomagaš? Je vidno? Ja, se vidi. Dobro, hvala. Takole, tukaj, pogledajte, je ena tabelca majhna, kjer vam vizualno lahko pomaga, da vidite celotno strukturo. Vidite tudi kursor najbrž, tole, kar označujem. Torej imamo, kot je že dekan lepo povedal, prvo stopnjo za 3 leta, to je 180 kreditnih točk, druga stopnja 120 kreditnih točk, podiplomski študij, tako imen magistrski študij, in tretja stopnja doktorski. Vas zanima predvsem ta prvi del. Ta prvi del tukaj bom kar takole naredil. Torej, za vas je ta del tukaj relevanten. Tukaj, kot vidite, imamo na prvi stopni imamo 2 programa, GU, glasbena umetnost, kjer je 26 smeri. Tam noter, tukaj so vse smeri glasbeno-umetniškega programa. Večina se boste tukaj noter upisovali, je pa potem še drugi, kjer je pa glasbena pedagogika, ki pa je brez smeri, imajo enovit program. Zdaj, tukaj vidite, imate na prvi stopni 180 kreditov. Omenil sem, da kdor smiselno razmišlja, in dekan je že omenil, tisti, ki boste hoteli učiti na glasbene šole ali tudi na vse ostale šole, kjer je predvsem primerna glasbena pedagogika, ampak s kvoto pedagoških predmetov, ki jih potrebujete za pristop k strokovnemu izpitu na ministrstvu, jih lahko pridobite, če ste zelo pozorni takoj od začetka, že od prvega letnika, da poznate na nek način, kakšna je zgradba celotnih programov na Akademiji za glasbo. Dekan vam je že lepo povedal vse, koliko programov imamo, tukaj pred sabo jih pa vidite veliko bolj jasno v preglednici. Torej, glasbena umetnost ima 26 smeri. Poglejte, na drugi stopni imamo ravno tako glasbeno umetnost 26 smeri. Boste lahko na spletu videli, katere smeri so, od kompozicije do stare glasbe, do vse umetniške smeri, vse instrumenti, vse ne bi jih našteval. Potem pa tukaj vidite, imamo pa... Ne gledaš, da nima izklopljenega mikrofona. Vse ki gledam. Ampak mislim, da ima vse izklopljeno. Tukaj slišimo pogovor v ozadju tudi. Imamo inštrumentalno pevsko pedagogiko in tako imamo glasbeno-teoretsko pedagogiko. Če tole se štejete, vidite, pridemo tukaj na 25 smeri. Zakaj? Zato, ker je pri dirigiranju sta nekako dve smeri vključeni v 2 modula v isto smer. In imamo spet 26 smeri. Inštrumentalna pevska pedagogika, če boste primerjali in glasbena umetnost ali GTP in glasbena umetnost, boste imela pri glavnih predmetih različno število kreditov. Na pedagoških, inštrumentalno pevska pedagogika ali glasbeno-teoretska pedagogika boste imela malo lažjo kvoto kreditov na teh glavnih predmetih, ali na inštrumentu, ali na kompozicija, dirigiranje, tisto, kar je glavni predmet na določeni smeri. Zdaj pa zakaj? Zato, ker na teh 2 predmetih imate že v programem uračunane vse pedagoške predmete, ki jih potrebujete za strokovni izpit. Je pa res, da je umetniška teža teh programov na umetniških predmetih je pa malo lažja. Medtem ko glasbena umetnost ima pa veliko večjo težo na inštrumentih oziroma na umetniških predmetih. Zdaj pa, boste rekli, kako pa jaz pridobim potem pedagoške predmete. Tukaj pa tisto, kar sem rekel, je dobro, da poznate celotno zgradbo. Če poznate tole zgradbo tega umetniškega programa v tem stebru glasbene umetnosti, imate tudi v bolonjski prenovi, ki smo začeli na akademiji že se pogovarjati leta 2004,
potem se je tam 2008-2009 se je že vložila kot program, druga stopnja 2011-2012 smo zaključili. Noter v tem, morda ste slišali, tisti, ki ste starejši, pa tudi mlajši, kritiko, da bolonjski program je porušil star sistem, ki je bil veliko boljši ali karkoli. Glejte, do neke mere morda drži, ampak jaz rečem takole, tisti, ki kritizirajo bolonjski program, so pač ga slabo naredili. Zakaj? Ker takrat smo imeli možnost, ne da nas Evropa prisili, da poenotimo, uniformiramo univerze, pač pa, da jih natančno definiramo in imeli smo možnost tudi prenoviti stvari na boljše. In kaj smo naredili boljšega v teh programih? Glasbena umetnost, pa umetniški predmeti. Glavni predmeti so ostali z enako težo, z enakimi profili, bili so prenovljeni, izboljšani so, tukaj lahko rečemo, je že prva pridobitev. Druga pa je, prej so bili vsi programi narejeni tako, da niste mogli izbirati nobenega predmeta. Medtem ko bolonjska prenova je pa prenesla določeno kvoto izbirnosti, tako imenovani strokovno izbirni predmeti in splošno izbirni predmeti. In tam pride kar do 20%, boste videli na vsakem programu, koliko procentov imate možnosti vpisa izbirnih predmetov. Zdaj pa, prva stopnja, imate 180 kreditov, pomeni vsak letnik 3 leta, pomeni po 60 kreditov. Znotraj teh 60 kreditov svetujem, da takoj ob vpisu greste vsej na 65 kreditov, torej izberete kakšen predmet več. Če se vam je zalomilo pri prehodu v naslednji letnik, rabite določeno kvoto kreditov, ki je tudi v vseh pravilnikih jasna, ne bi jo zdaj natančno opredeljeval, ker boste potem videli, in lahko iz te kvote, ki ste izbrali več predmetov, se že rešujete za vpis v naslednji letnik, če bi se karkoli je zalomilo. Eno. Drugo, če smiselno začnete izbirati vse pedagoške predmete, lahko na glasbeni umetnosti, kjer bo težišče na umetniškem delu veliko večje, ampak tisti, ki je priden, bo lahko tudi na tem programu, na tej vertikali, bo lahko izbral vse pedagoške predmete, ki jih ima v teh ostalih dveh programih, ki sta namenjena predvsem pedagoškemu profilu, umetniškemu in s težiščem na pedagoških predmetih. Torej, v kvoti izbirnosti nekdo lahko v tej vertikali si nabere vse, kar potrebuje. Zakaj to rad poudarim? Glejte, nekateri programi na akademiji so plačljivi, ampak mi na akademiji zasledujemo še filozofijo, da akademija ni tržna dejavnost, ampak je to, kar nas morda zdaj pljuski iz Amerike čez Atlantik, že kar lahko bi rekli 30, mi, ki smo starejši, rečemo lahko celo 50 let, ker tudi v stari Jugoslaviji ni bilo nič boljše, je bilo tržnost pridobitniška, je bila tudi zelo v ospredju, karkoli rečemo. Torej, mi na nek način imamo zelo socialno, bi rekli, nastrojeno naše delovanje, tako da si lahko prišparate v tem delu noter z določeno pridnostjo ves denar, ki bi ga morali pa potem na koncu študija, kjer imamo pa še en program, tukaj dol je opisan spodaj, tako imani PAJ, pedagoška andragoška izobrazba na področju glasbe. Kdor bi tukaj umanjkal, da ne bi imel pedagoških predmetov vseh, ima pa možnost upisati na tem po magisteriju, torej po zaključenem študiju, ima možnost upisati še ta PAJ, ki je pa plačljiv. Vsi predmeti, ki bi jih pa nekdo že pri izbirnih predmetih tukaj naredil, v tej vertikali, vsi predmeti so pa tukaj noter že se avtomatsko priznavajo brez kakršnih dodatnih stroškov, ki so pridobljeni znotraj akademije. Tako lahko nekdo na glasbeni umetnosti, na ministrstvu recimo so enkrat bili v začetku, vse ko smo to uvedli, kar jezni, kako je en študent, ki je magistriral konec oktobra, imel že 11., 12., 13. novembra, točnega datuma se ne spomnim, ampak bilo je prve dneve novembra, kako je lahko že dobil teh 60 kreditov in že naredil ta vaš PAJ. Zakaj?
Zato, ker on je bil priden in je v teh 5 letih naredil vse predmete, v referatu so zelo ažurni in so mu takoj pripeli v ta paj vse predmete, on je to naredil in ni bilo treba čakati na konec junija, julija, da bi se mu izdalo potrdilo. On je imel že po 14 dneh, po 3 tednih je imel že v rokah potrdilo in je lahko se prijavil na strokovni izpit. Vse predmete. Tukaj zelo rad poudarjam, kot sem rekel, ravno zaradi tega, da danes časi, bi rekel, tudi za tisti, kjer je malo manjša ekonomska, finančna zmožnost, imajo dijaki ali vaši, če ste starši ali pa sami vi dijaki, boste lahko družinskemu proračunu veliko prišparali. Jaz sem Savinjčan in imamo en tak lep izrek v Savinjski, da je treba šparati, pa naj košta, kolikor hoče. In kdor bo šel po tem principu, bo videl, da bo to veliko pridobil. Tudi kljub temu, da bo veliko svoje energije vložil v študij še dodaten. Mislim, da sem na tem, v 3. stopnje doktorskega študija se tukaj ne bi dotikal, to je poseben program. Detaljno v vsakem programu ali v kakršnikoli tej smeri imate na internetu, ste bolj spretni kot jaz, boste lahko veliko stvari tam našli. Morda bi za zaključek, če bo potrebno kakršnekoli dodatne informacije, imamo v referatu 2 osebi, ki odgovarjata, to je gospa Vesna Obradović, gospod Tim Kostrevc, potem imamo zelo tudi na razpolago je tudi velikokrat gospa tajnik Mojca Žugelj in potem, če je potrebno, tudi se obrnete do mene. Zdaj bi rekel samo tukaj, v prijavah na EVŠ bodite zelo egzaktni. Odprto, kot vidite, je od 16. februarja do 19. marca. Tam imate na razpolago 3 želje. Opozarjal bi vas na to, vsako željo vzamite zelo zares, ker ko ste vi naredili sprejemni izpit, preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti, naredili ste maturo, sam vpis ali pa sprejem tega ne delamo mi damo samo podatke o sprejemnem preizkusu, medtem ko matura in vse ostale pa delata univerza in ministrstvo. Če ste vi dali prvo željo, vas ta želja enostavno zaveže in se vam da tam kot prva točka, kot prva želja in boste tja noter umeščeni. Če bi kdo želel potem to spreminjati, je to malo, bi rekel, sistem dopušča, ni ravno fleksibilen zelo. Zato potem se ne vpiše na prvo željo, ampak se vpiše na drugo željo ali pa čaka jesenski rok. Odsvetoval bi čakanje na jesenski rok, ker takrat so pa samo razpoložljiva mesta. Zato bi vas povabil, da zdaj temeljito premislite, kaj je res vaša prva želja, in do 19. marca lepo rangirate vaše želje. 1., 2., 3. Tukaj mislim, da je tole vse. Bodite zelo natančni v teh datumih, ker kasneje se je težko karkoli vpisati. Preglejte vse razpisne pogoje za razne kategorije, Slovenci, redni, izredni študiji ali po merilih za prehode. Nekdo, ki bi želel iti takoj v 2., 3. letnik, ker je že nekaj naredil nekje ali karkoli, ampak to je bolj stvar morda interna v tem. Jaz bi tukaj morda bi zaključil, rekel bi za zaključek 2 stvari. To je bolj, bi rekel tako, da vidite, da nismo tukaj na akademiji neki bavi, ampak gledajte, cilj vašega poklica ali pa cilj vaše smeri ali cilj vašega študija ali življenja, česarkoli, to je vaš problem. Medtem ko pot do tega je pa naš problem. Je naša odgovornost, bi rekel, ne problem. Je odgovornost, ki jo z veseljem delamo. Zakaj? Mi vsi učitelji, kot rad rečem, smo podaljšek staršev.
Vsak od naših učiteljev je posoda različna, vsak učitelj je različen. Od teh učiteljev, ki jih boste dobili, se učite tisto, kar znajo, ne tisto, česar ne znajo. Vsak je nekje močan, druge pa malo slabotnejši, karkoli. In tukaj smo si različni. Večinoma nismo zavidni med sabo, ali pa lahko bi rekel kar v 99%. Nimamo zavistni učitelji med sabo. Posoda noter je pa tisto, kar znajo in predvsem želja biti podaljšek staršev. Kaj to pomeni? Starševska vloga ni roditeljska, ampak je tista, ki pripelje otroka do popolne samostojnosti. Samostojnost pa ni stvar, ki se podari z diplomo magisterija ali kakršnokoli drugo diplomo v življenju, pač pa se dokaže. Ko je dijak, otrok zrasel toliko in je dokazal svojo samostojnost, takrat je on sam pridobil to diplomo. Torej, mi smo podaljšek staršev, kjer vam pomagamo na tej poti do vašega cilja, to pomeni do vašega poklica in do vaše popolne samostojnosti, kjer boste za svojimi starši ali z nami lahko se usedli na kavo in bomo debatirali kot kolegi. To si kot učitelji srčno želimo. Hvala. Hvala lepa, Ivan. Morda kakšno vprašanje na hitro? Sicer se vam pa zahvaljujem za prisotnost, se pravi, na spletni strani imate povezave do posameznih smeri, ki vas zanimajo. Predlagam, da se kar povežete tja. Kot rečeno, želim vam dobro izbiro, lep dan in nasvidenje. 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 Nasvidenje.